Pred dnevi smo slišali napoved premijerja Pahorja o tem, da bi bilo s polovico ministrov lažje delati. V Slovenski demokratski stranki se s tem globoko strinjamo. Z enim od ministrstv bi bilo mnogo lažje delati, vkolikor ga ne bi bilo. In vkolikor bi bilo to ministrstvo ukinjeno, tako tudi ne bi bilo nobene škode, ki jo to ministrstvo s svojimi neustreznimi ravnanji počne. Gre za službo vlade za razvoj in evropske zadeve, ki jo vodi magister Gaspari. V okviru tega ministrstva deluje tudi njegova namestnica, gospa Andreja Jerina, ki je pred časom povzročila blokiranje 5. razpisa za koriščenje evropskih sredstev iz naslova razvoja regij. Razpisa, ki bi omogočil zagon številnih projektov v slovenskih občinah in iz katerega bi bilo mogoče črpati 203 milijone evrov nepovratnega evropskega denarja. V preteklem obdobju, v obdobju prejšnje vlade, je bilo ministrstvo, ki ga je vodil dr. Žagar, uspešno in je praktično v dobrem letu dni uspelo počrpati polovico denarja, ki je namen za razvoj regionalnih potencialov v obdobju do leta 2013. V času Pahorjeve vlade pa do razpisa, ki ga je prejšnja ministrica napovedala najprej do 30.6., kasneje do 30. oktobra ni prišlo. Zdaj je tudi jasno, zakaj je bivša ministrica, magistrica Zlata Ploštajner, odstopila. Očitno zaradi tega, ker je bila v lastni hiši, torej v vladnih vrstah, se strani visoke državne uslužbenke, magistra Andreja Jerina, ovirana pri tem, da bi razpis, ki je bil v celoti pripravljen, tudi objavila. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da bo vlada gospo Jerino razrešila, ker ne samo, da ni storila tistega, kar bi po službeni dolžnosti morala, delovala je celo v škodo države, občin in vseh slovenskih državljanov. In ob tem, ko je blokiranih več 100 milijonov evrov evropskih sredstev, pa je seveda vlada pred časom znala poskrbeti za to, da so bile obilno poplačane predvolilne usluge ljubljanskega župana gospoda Jankovića. Bil je sprejet namreč zakon, ki mu omogoča črpanje več 10 milijonov evrov davkoplačevalskih sredstev za projekte, za katere se bo dogovoril on in predsednik vlade, gospod Pahor. Se pravi, gre za neko nekonsistentno politiko na področju podpore projektov občin, kjer so privilegirani tisti, ki so politično kompatibilni, in ovirani vsi ostali, ki želijo realizirati projekte, pa jih zaradi tega, ker jih del vladne politike pri tem ovira ne morejo. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da bo 5. razpis na področju SVLR-ja objavljen še letos in da bo s tem vsaj delno sanirana škoda, ki je bila občinam in državi, s tem pa vsem državljankam in državljanom povzročena, vsaj delno sanirana v okviru tega razpisa.